Živjo, jaz sem Simona Semenič, ta video smo posneli z mojima sinovoma Vitomilom in Črtomirom. Prebrala vam bom kratek odlomek iz svoje knjige Skrivno društvo KRVZ, ki je ravnokar izšla pri Mladinski knjigi. Gospodična Julija se je znašla v zagati. Če je neusmiljeni William slišal škripanje stopnic, se ji slabo piše. Mogoče bi bilo bolj pametno, da ga počaka pred hišo. Odločila se je, da postavi svojo varnost na kocko in izve, kje ima William svoj brlog. Imela je srečo. Na tej strani ni bilo nobenih stanovanj, razen enega. In v tem je živel William. Tam so bila še ena vrata, ki jih že dobro poznaš, tista z zlomljeno kljuko. Julija je kratko sekundo omahovala, potem pa je sklenila stopiti na podstrešje in tam počakati. Poskusila je odsuniti vrata. Ni šlo prav takoj, ampak naposled je le uspelo. Ko so se vrata premaknila, pa je na drugi strani padla kljuka na tla. Gospodična Julija je imela občutek, da je hrup stresel celo hišo. Hitro je smuknila na podstrešje in zadržala dih. Če William ni slišal škripanja stopnic, je zagotovo moral slišati ta ropot. Ampak zgodilo se ni nič. Gospodični Juliji se je zdelo, da je minila cela večnost. Končno je zadihala. Odločila se je počakati, da bo William odšel. Namenila se je namreč vlomiti v njegovo stanovanje in malo pošnofati. Jah, odlikovana detektivka, kaj češ. Ni čakala dolgo. William je odprl vrata in se odpravil dol. Počakala je še 10 minut, mogoče 15, potem pa stopila do njegovega stanovanja. Vrata je odklenila zelo hitro, v teh rečeh je pač mojstrica, in vstopila. Stanovanje je bilo v bistvu ena soba s kuhinjo in kopalnico, majhno in zelo razmetano. Ne sicer tako razmetano kot stanovanje gospoda Erasmusa, ampak tako majhno, da William ni imel več kam odlagati niti čevljev. S pogledom je poskenirala malo bivališče in se ravno hotela lotiti temeljitejše preiskave, ko je zaslišala korake na stopnišču. Korak, škrip. Korak, škrip. Hitro, vedno bliže. Gospodični Juliji je zastal dih. Zdaj bo kanalja William vstopil in sam Bog v nebesih ve, kaj se bo z njo zgodilo. Kako je bila lahko tako nespametna, da je Pridaniču sledila brez svojega pomočnika? Kateri zlomek jo je nagovoril k temu nepremišljenemu dejanju? Zdaj pa se nima kam skriti, nima kam pobegniti, ni časa, ni več časa. Korak, škrip. Korak, škrip. Vrata se odprejo. Tako jo je podlež zalotil. Možno je tudi, da je nastavil past, mogoče jo je videl, da mu sledi. William je konec koncev tudi mojster svojega kriminalnega poklica, ampak tega ne vem zagotovo. Zagotovo vem, da hudodelec zdaj stoji pred gospodično Julijo in se škodoželjno nasmiha. Glej, no, glej, kaj je vetrček prinesel v moj domek. Izusti William zaničljivo, zaloputne z vrati in je v enem skoku pri Juliji. Julija se odmakne, da bi stopila proti vratom. William pa ji zapre pot in se zakrohota. Ne bo šlo, ptičica draga, ne bo šlo. Potem jo skuša zagrabiti, Julija se spretno izmakne, William pa skoči za njo. Že seže po njeni roki, vendar se Juliji uspe izmuzniti. Iztegne roko, da bi prijela kljuko. Že drži kljuko, že jo potiska navzdol, že odpira vrata, zdaj bo na hodniku, na stopnicah, na svobodi. V tistem hipu pa jo William podre na tla. Gospodična Julija krikne in se skremži od bolečine. William jo potisne ob tla, z omarice potegne srebrn lepilni trak in ga ovije okoli zapestij za hrbtom in potem še okoli gležnjev. Prav tako kot v kakem okrutnem filmu. Julija sicer kliče na pomoč, ampak v poletnem vrvežu je nihče na ulici ne more slišati. Williamovo stanovanje pa je povsem ločeno od drugih stanovanj in stanovalcev. Tišina, zasika William. Julija pa še kar naprej vpije in se poskuša rešiti iz primeža lepilnega traku. Če ne gre zlepa, bo šlo pa zgrda, zagodrnja William in v enem zamahu zalepi Juliji kos lepilnega traku čez usta. In potem s samozadovoljnim nasmeškom odide skozi vrata in jih zaklene za sabo. Tako strašno je bilo.
Julija ni imela pojma, kako dolgo je bila tako zvezana. Na vse pretege se je trudila rešiti, vendar ji ni uspelo. Samo še bolj jo je vse bolelo. Kljub temu ni odnehala. Še kar se je poskušala izvleči. Vmes se je malo odpočila, pa poskusila vnovič. In znova, in spet. Sekunde so se vlekle kot dnevi. Ravno se je oddihala po ne vem katerem poskusu izmotavanja, ko je zaslišala korake na stopnišču. Korak, škrip. Korak, škrip. Slišati je bilo, kot da prihaja navzgor več ljudi. Korak, škrip. Korak, škrip. Gospodična Julija se je zbala. Prav močno se je zbala za svoje življenje. Prepričana je bila, da se William vrača, in to s svojimi pajdaši. Korak, škrip. Šepetajoči glasovi v njej popolnoma neznanem jeziku, ki se približujejo. Korak, glasovi vedno bližje, škrip. In potem se je zazdelo, da so glasovi čudni. Svetli, topli, zvonki. Kot bi bili